Se lepo pozdravim. Si boste pogledali potem posnetek. Trenutno še nobenega v živo ni. Nič hudega, jaz se bom povezala z duhovnimi vodniki. Kakšna sporočila nam bodo podali. Samo majčkeno bom dala zvok tiše. Tukaj s teboj je moja zavest, jaz, Uriel. V tvoje odnose vstopam in ti podajam jasnost. Karkoli se ti ta trenutek v odnosu sedaj dogaja, ali imaš konflikt, ali nimaš konflikta. Odnos z drugim pomeni, da imaš odnos s seboj. Torej, kakšen odnos imaš s seboj, takšen odnos imaš z drugo osebo. In v življenje so ti dani ljudje, kontakti. Da vidiš sebe. Kajti, če bi sameval nekje sam, ti ne bi zares videl in prepoznal samega sebe. Dani so ti zato. Ti pokažemo primer. Vedi, da ogledalo je včasih nadomestila voda. In ljudje v davni preteklosti, ko niso poznali ogledala, so se pogledali v vodo. In kaj je bilo videti v tej vodi? Odsev sebe. In ko je bila voda bistro čista, mirna, se je oseba bolj jasno videla. Ko pa je bila voda kalna ali nemirna, pa se oseba pravzaprav ni dobro videla. In to si lahko predstavljaš tako, ko imaš pred sabo drugo osebo. Ko ti pogledaš na reakcijo druge osebe, ti samo pomeni, da ti pokaže, kaj v sebi nosiš. Lahko da tistega ne pokažeš, ne daš ven, vendar v sebi imaš. To je prav tako, če ti nimaš semena neke rastline, ne bo iz tistega zrastla tista rastlina. Potrebuješ imeti seme, da lahko nekaj zraste. In ko imaš seme, da nekaj zraste, tisto neguješ. Kaj pravzaprav to pomeni? Odnos, ki ga imaš, ga potrebuješ negovati. Vendar,
kaj pravzaprav neguješ? Neguješ sebe, odnos s seboj. Kajti prav vsi odnosi v tvojem življenju so prezrcaljeni vate. In ne glede, ali gre za odnos, ki je partnerski, ali gre za odnos s starši, ali z otroki, ali poslovnimi partnerji, katerokoli osebo, ki ti pride v življenju nasproti, ti pokaže tebe, kaj ti v sebi imaš. Torej, ti imaš tisto seme, tista sporočila, da se lahko nekaj pokaže. Kaj pa odnos, ki nastane konflikten? In pravzaprav nastane konflikten. Vsak od vas je tako in tako unikat, vsak od vas ima povsem svojo resnico. In začneš živeti resnico nekoga drugega in poleg tega v odnosu se učiš spuščati ego. In v odnosu je pomembna ustvarjalnost, kreativnost. In v odnosu je pomembno prepoznavanje sebe. In če tega ne počneš, je trk, je trenje, je konflikt. Torej, konflikt ni nič drugega kot to, da je to posledica tega, da ti ne sliši sebe, se ne ukvarja s seboj, nisi ustvarjalen skozi sebe in ali ne spuščaš svojega ega. In kaj pomeni spustiti ego? Pomeni biti v svoji resnici. Spustiti ego ne pomeni to, da se ti samo umakneš, v sebi pa čutiš težo in jezo. Spustiti ego pomeni, da prideš do točke popolne umirjenosti, popolnega miru v svoji duši, v sebi in dovoliš, da je druga oseba tam, kjer je, da počne to, kar počne in samo opaziš in se ne vpletaš. Vsak odnos je v resnici odnos s seboj. In kakšen je odnos s seboj, se ti pokaže potem navzven. Kakšen odnos gojiš do sebe, se začne pri najmanjših stvareh. Kakšen odnos imaš do svojega telesa? Kakšen odnos imaš do tega, kaj poješ? Kakšen odnos imaš do tega, koliko časa nameni sebi? Kakšen odnos imaš do tega, da počneš tisto, kar te radosti? Kakšen odnos imaš? Kaj sebi daješ? In bolj kot karkoli siliš v svojem odnosu, nastaja trenje in trenje je konflikt.
In ne glede, kaj ti rečeš, in lahko uporabiš še tako prijetne besede, vendar energijo, ki jo izžarevaš, je tista, ki ustvarja. Ali je trenje, ali pa trenje ni. Ko nastane konflikt, je en zelo praktičen način, da osebo oziroma primer, če se oseba razburja nate, je način, da jo objameš. Vendar ne pomeni to, da si ti še vedno jezen na to osebo in jo greš objemati. Gre za to, da v sebi čutiš popolno pomirjenost in da tista oseba na neko situacijo pač tako vidi v trenutku in jo iz miru objameš. Kajti čisto vse je energija, je vibracija. In iz energije se pokaže situacija. Iz energije se ustvarijo dogodki, ki jih izkušate, ki jih doživite. Če tistega semena, tiste energije ni, naslednjega dogodka ne more biti. Dogodek se ustvari, ko ti imaš že posejano seme energije, da se ustvari. Nikakor ne hodi se ukvarjati z drugo osebo in razreševati kakršnega koli problema v drugi osebi. In prav tako je v poslu. Nikakor ne hodi razreševati posla, temveč pojdi pogledati svojo energijo, s kakšno ti hodiš v tisto dano situacijo, v tisti dani posel ali v tisti dani odnos. Energija tebe je tista, ki ustvarja vse. In pogosto ljudje tožite, da ste nezadovoljni v odnosu z to in to in to in to osebo, ponavadi najbližjimi, ki so ob vas, tudi časovno več časa. V resnici pa je prav vse načrtovano. In imaš ob sebi najboljše osebe, da rasteš ob njih. Ti točno veš, katero je tisto seme, ki je v tebi, ki sproži neko reakcijo. Ti točno to vse v sebi veš. Za nek premik naprej v zavedanje širše tebe imaš te osebe.
In potem lahko, da ko narediš nek premik naprej, te osebe vidiš povsem drugače, jih sprejemaš povsem drugače, lahko pa izstopijo iz tvojega življenja. Vendar ukvarjaj se s sedanjo trenutno situacijo in se nehaj ukvarjati z dramatiziranjem, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, kako je bilo. Vse to, kako je bilo, kaj je bilo, izpusti iz svojega življenja. Povsem izpusti. Vsaka komunikacija potem steče spontano. In to je pristna komunikacija. Ne potrebuješ na silo razlagati, govoriti, izražati, kako pa je prav, kako pa ti misliš, da je najboljše, ker ti lahko le samo zase veš, kako je najboljše zate. Za drugo osebo ti ne moreš vedeti, kako je najboljše zanjo. In velikokrat se zalotite in želite spreminjati okrog vas. Spreminjati. Najraje bi spremenili ali pa umaknili določene ljudi iz življenja. Vendar oni so pokazatelji tam za vas, da so kot tista voda, katero se pogledaš, ali zrcalo, da vidiš, kdo in kaj si. Sam bi zelo težko ali pa sploh ne bi prepoznal, kdo in kaj si. Zato imaš na poti različne učitelje skozi življenje. In lahko te otrok nečesa, kar je v tebi, uči. Kdorkoli, ne glede na majhnost, velikost, starost, položaj, to si je vse vaš zamislil. Ne glede, kdo je tisti, ki ti pokaže. In ta zrcala dobivate ves čas. Vsako osebo, ko srečaš, ti pokaže en del tebe. Kaj v tebi je še? Kaj v tebi je še? Torej, če se nič v tebi ne zbudi ob kontaktu z drugo osebo, tistega sporočila ti v sebi nimaš. In potem, ali odnos hladen, ponavadi nič kaj ne čutiš. Ko pa ti nekaj začutiš, tudi v čustvenem smislu, ali
v vibraciji navzgor ali v vibraciji navzdol, takrat pa se ti pokaže tisto, kar je v tebi, kaj še imaš v sebi. In tisto, kar imaš v sebi, začni zdraviti s tem, da dviguješ svojo vibracijo. Ni smiselno, da ti seme imaš, želiš, da z njega nekaj nastane, nekaj zraste, potem ga pa ves čas mencaš v rokah. In ga daš malo v zemljo in ga spet mencaš v rokah in ga valjaš po svojih dlaneh. In se čudiš, kdaj bo že ta pridelek, kdaj bo že. Nima pogojev. In ti, če v svojih odnosih počneš tako kot s tem semenom, tudi sebe ne prebudiš zares. Ta sporočila ti lahko tvoj zmedejo, vendar to je dobro, da se zasidra energija globlje, da začneš delovati iz takšnega zavedanja. Ko ti nekaj gre v odnosu ali v drugi osebi, nekaj je zelo na živce, te znervira, torej pritisne na tvoj gumb, na tvojo tipko, ki je v tebi, se začni poslušati in ukvarjati s tem, kaj ti je to pokazalo, kaj ti je to zbudilo. Česa sebi ne daš, kaj pri sebi ne narediš. Kaj prav čutiš, da bi bilo zate koristno in smiselno, ker tako tvoje srce čuti, ker tako ti čutiš, pa si tistega ne daš, niti ne narediš. In najbolje je, da si hvaležen za tisto osebo, ki je reagirala, ki ti je pokazala. Tudi če se je razburila, bodi hvaležen za to osebo, ker skozi to lahko ti vidiš, kateri del v sebi imaš, ki ga še nisi predelal, ki ga nisi spustil, ki ga nisi sprejel v sebi. In s tem, ko to vidiš, greš lahko v vibracijo pretoka,
Zato vedi, da prav vsak človek v tvojem življenju je postavljen z namenom, kamor je postavljen. In vse to je načrt. Načrt vaših duš. In lahko se umakneš od teh ljudi. Vendar, ko se umakneš od teh ljudi, takoj, ko se obrneš desno, na levi strani te ljudi zapustiš, se umakneš in obrneš na desno in že najdeš povsem na enak način delujoče ljudi, da ti v tebi tisti del prebudijo, pokažejo. In tako lahko skozi svoje življenje bežiš od vseh ljudi, vendar še vedno imaš to seme, to sporočilo v sebi. In dokler tega sporočila nisi vzel ven, pogledal navzven, se prepoznal, videl svoje ogledalo, lahko po življenju potuješ in samo bežiš. In se ves čas zapletaš v takšne in drugačne konfliktne, v nezadovoljstvo s seboj. Nezadovoljstvo z drugimi je v resnici nezadovoljstvo s seboj. Zato imaš vedno izbiro, s katerimi dušami boš v odnosu, vendar vsak od njih, ki ti pride nasproti, ti pride s tem namenom, da ti pogledaš vase, da ti pogledaš, da imaš ogledalo in tisto ogledalo, tista oseba je ogledalo in ti gledaš vanj. In ti gledaš vanj, da vidi sebe. Ljudje iskrenost v resnici berejo in prepoznajo. Pristnost berejo in prepoznajo. Če pa ti nekaj govoriš in skušaš kaj olepšati in povedati na način, da se bo morda bolje videlo, slišalo, da bo boljše izpadlo, ni pristne energije. In druga oseba sploh ne sliši. In ti lahko govoriš in govoriš in govoriš in razlagaš in lahko ure in ure govoriš, vendar druga oseba ne sliši. Ker ne sliši energije. Ker vsak, da lahko sliši, posluša skozi energijo, ne skozi besede. Posluša skozi energijo. In posluša skozi energijo vse. In vidi skozi energijo vse. In prav ti, tudi ti se tako odzivaš v življenju na druge ljudi. Bereš jih, vidiš jih, slišiš jih, čutiš jih, vse skozi energijo. In ničesar ne moreš olepševati, lepiti, oblikovati na kakršnekoli načine
da bo nekaj izpadlo, da bo tvoj ego pobožalo. Ne, ker te drugi ne more slišati, ne videti, ne čutiti. Sedaj bomo dali sporočilo tudi to. Zelo nesmiselno je, da ko v kakršnemkoli odnosu opazite, da se drugi človek umakne od vas, umakne od tebe. Ne drezajte van. Ponavadi mislite, ja, sedaj je pa užaljen, sedaj se mi pa umika, sedaj pa ni zadovoljen z mano, kaj sem pa naredil narobe. In imate cel spisek, kaj vse bi moralo biti. Dovoli človeku, da se umakne. In tudi, če se po tvojem umu umakne za nekaj več časa. Takrat, ko se ti človek umakne, je dejansko darilo zate. Da se ti začneš ukvarjati sam s seboj. Da je to tvoj dragoceni čas, ki ga nameni sebi. In ponavadi ljudje hodite za tisto osebo in ga drezate. In hočete nekaj spremeniti, kar na silo bi spremenili neko situacijo, ali pa obžalujete, da je prišlo do nekega konflikta in potem hočete tisti konflikt, da se poceli na hitro, da se razreši na vaš način. Na tak način, kot si ga vi v glavi skicirate, narišete in menite, da točno takšen način je ta pravi. Zato dovolite, da se ljudje umaknejo od vas. Ko bodo že čutili, se bodo že približali. Ti pa v tem času deluj na svoji energiji, na svoji vibraciji. Deluj na tem, da svetiš, deluj na tem, da si. In v tem času spoznavaj sebe, svoje sposobnosti, svoje talente, darove, vse, kar nosiš v sebi, spoznavaj. Vse to v sebi imaš, vendar ker si potlačil, privleči na plano, privleči navzven in poglej in se sooči s tem in se ukvarjaj s tem. In imaš dragoceni čas. Da se počutiš zavržen, da se počutiš ranjen, da se počutiš v kakršnemkoli odnosu, da te drug ne upošteva, je vse to pogled v tisto vodo. Ali bistro ali kalno. Je vse to pokazatelj tega, kaj ti imaš, oziroma kakšen si ti do sebe. Če ti zavračaš sebe,
ne daš ne telesu to, kar si želi, ne nameniš ne časa za to, kar si želiš, ne počneš tisto, kar te od znotraj kliče in si želiš, ne slediš temu, počneš vse kontra, kar si ti želiš, s tem ti zavračaš sebe. In potem ti bo druga oseba prišla nasproti in te bo zavrnila. A vidi sedaj, kako dobro je, da imaš okrog sebe ljudi, človeka, ki te tudi zavrne, ki ne sprejme, tistega tvojega pogleda, ker ti v resnici pokaže, kje ti sebe zavrneš. Ljudje imate tudi izziv, kako nekaj povedati, kako nekaj pristno skomunicirati. In se s tem v glavi ukvarjate, kako nekaj povedati, kako nekaj povedati, kako nekaj razložiti in se ukvarjate s tem. To je tipični pokazatelj tega, da blefirate v svojem umu, v svoji glavi in nisi pristen v svoji energiji. Ker ko ti pristno iz svoje energije izraziš, to izražanje teče spontano. Teče zelo gladko, spontano. Skozi tvoje energetske centre in skozi tvoj govor in ven. In je to vse lahkotno. Ko pa se ti nekaj zatika, ko pa imaš nekaj, da ti je težko, da ti je trema, da te zvija, da te krči, kako povedati, pa samo pomeni, da ti nisi usklajen, da ti v umu bi povedal čisto nekaj drugega, kar je v tvoji energiji. In če ti hočeš nekaj razlagati, kar je v tvoji glavi, seveda ni usklajeno s tem, kar je v tvoji energiji. In potem postane popolnoma popačena verzija in te scvre, stisnete, vsi znaki telesa se ti vklopijo. Živčen postaneš, nervozen, nisi zbran, si nemiren. Ti odzivi so znak neusklajenosti tvoje energije in tvojega delovanja. Tvoje delovanje, tvoje mišljenje, tvoje čutenje potrebuje biti sinhrono, usklajeno. Če se ti katerikoli znak kot neka reakcija začne pojavljati, pomeni, da si izstopil iz svoje sinhronosti, da te je vrglo ven, da nimaš usklajenih ne čustev, ne tvojega mišljenja, ne tvojega delovanja, tvoje energije, da je vse čisto v disharmoniji, da je porušeno. Da je porušen sistem in v porušenem sistemu nastaja kaos. Karkoli počneš, greš vase. Je naša zavest že mnogokrat predala in vam bomo še predali. In jaz, Uriel, ti kažem smernice za vsak tvoj odnos,
to jasnost sporočili, da deluješ iz sebe, da usklajuješ vse nivoje samega sebe, da usklajuješ tvoja čustva, usklajuješ misli, delovanje. Vse potrebuje biti usklajeno, da lahko teče spontano. In zakaj se dogaja, da ne spuščate svojega ega, je tudi to zato, da je popolni disbalans med vsemi temi deli. Da na silo na nek način deluješ, ker največkrat želi tvoj prevladati na način, da takole bo, da točno takole nekaj bo. Čustveni del, energijski del pa je povsem drugje. Zakaj prihaja v odnosih do konflikta, je ključno to, da ljudje zgubijo in pozabijo na sebe. In pomembno je tudi to zavedanje. Unikat, unikat, unikat. Edinstven si, nobenega takšnega kot ti ni. So pa drugi odlični v tem, da ti pokažejo, kaj ti v sebi nosiš. In zato bodi hvaležen za vsak odnos, ki ti pride naproti. In prav iz vsakega odnosa se lahko nekaj naučiš, nekaj pridobiš. Če tudi neko osebo srečaš v življenju za pol ure in je nikoli več ne vidiš, si imel z njo odnos in si se lahko od nje nekaj naučil, ker je pokazala nekaj v tebi. Imaš pa ljudi, ki jih imaš ves čas ob sebi, okrog sebe, je pa tisti glavni del, kar kažejo v tebi, da prebudiš iz sebe. Zato so ves čas ob tebi, da te ves čas opozarjajo in ti ves čas kažejo, in prej kot boš spregledal, prej kot boš videl, kaj vse v tebi je, hitreje bo odnos osvobojen. Svobode nimate v odnosu drug z drugim zaradi tega, ker si ne upate pogledati, kaj je v vas.
Ono ogledalo je pred vami in ti ga prekrivaš, ne bom ga pogledal. In ne moreš ves čas to v življenju početi, ker življenje gre. Edino, če hočeš biti nesrečen, so pot tvojega življenja. Sicer pa imaš izjemno priložnost, da resnično vidiš in pogledaš. Ustvarjanje, kreiranje. Mojstrstvo odnosa je tudi to, da ti z ljudmi, ki so ti dani v življenju, kreiraš, torej ustvarjaš. Ustvarjaš v resnici energijo. Torej si kot dinamo, ki ves čas ustvarja energijo. In ustvarjaš energijo kreativno. Kreativno ustvarjanje pa je tisto, da se vsa energija steče skozi tebe iz univerzalnega polja zavedanja vstopa neka ideja, energija vate in se steče skozi tebe in to daješ ti ven in druga oseba daje to ven. To je tista pristna energija, s katero lahko ustvariš vse mogoče. In takšen odnos je zopet harmoničen, je dopolnjujoč, je ustvarjajoč. Ves čas živ je, ker je ves čas v njem energija in tok. In če je ves čas v njem ta pretok, tok energije, je živ odnos. Živ odnos pa je lahko tako, da si ti živ, da se ti odpreš, da si ti energija, kar si. In potem s toliko svetlobe siješ na drugo osebo, da se avtomatično odpre. Brez kakršnega koli vpletanja ali kakšnega dela. Ko si vi ljudje predstavljate, koliko morate vse narediti in na kakšen način morate vse narediti. V bistvu pa s tistim, kar bi se pa potrebovali ukvarjati, pa se ne. S tistim delom, sebe, skrbjo za svoj pretok, za svojo energijo, pa se ne ukvarjate. In potem na minimumu energije funkcionirate. In potem ni tega, ni tistega, ni onega, ni tretjega, ničesar ni, kar bi človek rad imel. Kar bi si rad ustvaril, kar bi rad bil, kar bi rad živel. Ker deluje na minimumu. Vsak odnos
lahko izboljšaš, dragi človek, spremeniš, transformiraš ali se ga osvobodiš. Ali vidiš, da v tem, da se nekaj spreminja, da se nekaj osvobaja, da se nekaj zamenjuje, je ves čas tok, je dinamika, ni statike. In ves čas je gibanje. Vsa ta stanja so premikajoča stanja. Spreminjanje je premikajoče stanje. Neko osvobajanje, spuščanje je premikajoče stanje. Nekaj, kar se zamenjuje, se pravi, da se nekaj umika in da nekaj priteka. Je zopet spreminjajoče, je zopet gibajoče stanje. In z tega gibajočega stanja je energija, je tok, je pretok. Ker smiselnost vsakega odnosa, vsakega delovanja je, da je živ, da je v gibanju. In če tako radi slišite, kaj narediti, da se odnos izboljša, je ravno to, da dovoliš, da se odnos giba, da je v gibanju. In tudi, če skozi proces spontanosti in pomirjenosti se odnos izteče in zaključi. Torej je zamenjava. Nekaj gre, nekaj pride. Lahko se transformira na drugačno stopnjo. Se kot na spirali odnos dvigne više. Isti odnos, isto osebo se odnos dvigne. Ker se naredi razvoj, pot razvoja, transformacije, sprememba, napredek. In to je živ odnos, raste. In imaš možnost, ali odnos raste, ali se nekaj zamenja, vse je okej. Dovoli te spremembe. In bolj kot se ukvarjaš s seboj, bolj vidiš, kakšen je res odnos. Bolj vidiš, globlje kot greš vase in poceliš sebe, bolj vidiš, ali želiš zamenjavo v odnosu, ali želiš se dvigniti in razvijati s tisto osebo v tistem odnosu. Sam prideš do tega, da vidiš, ko se ukvarjaš s seboj. Ko vzljubiš vsa ta ogledala, ki ti kažejo del v tebi, ki kažejo tebe. Ko jih zljubiš in si hvaležen za vsako tisto ogledalo, ki ti je nasproti v tvojem življenju. Ker ti s tem največ pomaga. Ker pokaže tebe, kdo ti si in kaj v sebi končno prebudi.
naša zavest. In jaz, Uriel, sem predal za vas, zate, so ljubeznijo in hvaležnostjo sporočila odnosov. Položi svoje dlani na svoje srce in samo umiri se in začuti utrip svojega srca. In vse je okej. In zaupaj, da kjer si, je najboljše mesto zate ta trenutek, za tvojo pot naprej. In samo začuti svoje srce in ga sliši. Kaj ti sporoča, in postavi vprašanje. Kakršnokoli vprašanje se ustvari, ga postavi. In bolj kot ustvarjaš mir v svojem srcu, v notranjosti tebe, v celovitosti sebe, manj kaosa je lahko zunaj. Ves kaos se ustvari iz reagiranja tebe, iz tistega dela, kar ti nisi. In da lahko živiš pomirjenost zunaj, potrebuješ najprej živeti pomirjenost znotraj v tebi, v sebi. Sedaj se zahvali sebi, da si. Hvala, da sem. In ko si pripravljen, počasi odpri oči. Tukaj zate vsa naša zavest, ljubezni in blagoslovi.
Hej, živjo, Ojla. Jaz sem nazaj. Hvala vam. Ste se tako v lepem številu pridružili. Spet smo dobili čarobna sporočila. Naj vam dobro služijo. Poslušajte jih. Utelesite jih v tem trenutku. Pa vam čestitam. 200 nas je v skupinici Ženska s krili. In tukaj imam listke. Jih bom pomešala in da vidimo, kdo bo nagrajenec in bo prejel prenose sporočil duhovnih vodnikov na njegovo vprašanje. Okej. Naj energije odločijo. Jaz pa pomešam listke. A se vidi? Tukaj jih imam. Dva sta odletela. Jaz tole vse skupaj malo bliže. Takole. Okej, vidimo. Tukaj so zdaj listki. 200 listkov je tukaj na tem kupu. Mešam listke. Ja. Kdo si želi kanaliziranje? Kdo si želi kanaliziranje? Kdo si želi žrebam? Še mešam. In nagrajenec, nagrajenka. Mateja Zupanc. Mateja Zupanc. Si tukaj v skupini, se javiš, sicer pa ti napišem v Messenger, da se mi oglasi in online preko Skypa ali Viberja ali kakšne druge opcije, aplikacije zate na tvoje vprašanja prenesem skozi kanal duhovnega vodstva odgovore. Okej, lepo. Hvala lepa, da ste bili z mano. Jaz moram majčkeno zaliti. Tako, zdaj pa tudi jaz grem ven na sonček. Čudovit dan je. Sem imela prej stranko, sem že kar nekaj kanalizirala danes. Skratka, uživajte, imejte se fantastično lepo, imejte čudovit odnos s samim seboj in se vidimo v ponedeljek 11:11. Adijo, hvala lepa, adijo, čau.